Islam ni religija, ima svojo religijo. Neverjetno. Islam ni samo religija. Gre za politični sistem, ki želi prevzeti svet in to počne pod krinko religije. To so genialne besede Danja Burmavija, ki so ga nazadnje videli v podcastu Jeremija Boringa, v katerem je dal res izjemno razlago, brez besedne igre, o tem, kaj islam poskuša doseči. Kaj te islamisti poskušajo narediti v Ameriki in Kanadi? In vi si to morate ogledati, ker je res pomembno, da se izobrazite o tem, kaj se dogaja. Ampak dobrodošli v oddaji Pushback. Kliknite gumb za naročanje, všečkajte ta video, saj veste, kaj storiti. Čaka vas nekaj posebnega. V tej državi imamo dolgo tradicijo, da se država ne spušča v kritiko verske teologije. To je problem. Vi mislite, da je islam religija. Islam ima religijo. Predstavljate si to kot svojo hišo. Ima kuhinjo, vendar vaša hiša ni kuhinja. Islam ima religijo, ni religija. Ali lahko islam sobiva v takem sistemu, kjer bo konsens določal zakone držav? Odgovor je ne, ker islam ne sprejema kritike. Kjerkoli ima islam prednost, nihče ne more kritizirati islama. Če to storijo, jih takoj ubijajo ali zaprejo. Kjer islam nima prednosti, kot na Zahodu, kaj se zgodi? Poskušajo pretihotapiti zakone o bogokletju skozi različna vrata. Ena od teh vrat je samocenzura. Uporabljajo vašo prijaznost, vašo strpnost, da vas prisilijo, da ne kritizirate islama. Ko pa imajo prednost, doživite enako kot Salman Rushdie. Doživite enako kot ljudje, za katere je Mohamed ukazal, da jih takoj pobijejo, samo zato, ker so ga kritizirali. In to se danes dogaja v Egiptu, v Pakistanu. Če je kristjan obtožen bogokletja, kritiziranja Mohameda, mu ne zažgejo samo hiše in ga ne izženejo iz vasi ali kaj podobnega, ampak mu zaplenijo tudi zemljo in podjetja. Ko pa nimajo zgornje roke, pravijo, želimo si le spoštovanja. Sem to sliši vsaj malo znano. Mislim, da se mi to sliši zelo znano, zelo znano. In tole Dan pravi o tem, kako se to dogaja. Rad bi se vrnil k točki o Mamdaniju, ker ste vprašali, ali je pri njem najprej islam ali najprej komunizem. Torej, ali gre za osebo, ki se je preprosto poistovetil z islamom, vendar je najprej komunist. Če bi to držalo, potem ne bi zagovarjal islamskih elementov v tej enačbi, v tem zavezništvu. Osredotočal bi se na komunizem, medtem ko bi se kot musliman identificiral le zato, da bi pridobil muslimanske glasove. Ampak, če opazujete njegova dejanja in ga spremljate že skoraj leto dni, vidite, da to ne drži. Njegova obramba Hamasa, njegovo sovraštvo do Izraela, njegove politike, ljudje, ki jih izbira za različne ključne položaje, mi pove, da je tudi on pravi musliman in predan musliman. Zdaj boste morda rekli, kako to, da musliman zagovarja vse te agende, ki so v nasprotju z islamom, kot so homoseksualnost, splav. Povem vam, karkoli služi Allahovi stvari. Opravičuje vsak ukrep, ki ga boste sprejeli. Prav. Kaj to pomeni? No, če vedo, precej preprosto, da lahko s tem, ko vsiljujejo te neumne agende, spravijo neumne ljudi na oblast, ki jim bodo dovolili samo še večjo in večjo rast, potem je to pač upravičeno. Koga pa briga, samo dajmo temu čas. In očitno se bodo tako znebili gejev in splavov, skoraj da ne bo več. No, to se seveda nikoli ne bo zgodilo. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Ampak to je le kratkoročna igra. Če lahko rečemo, dajmo uporabiti te koristne idiote in jih pripraviti, da glasujejo za nas. Ker uporabljamo vse njihove neumne, modne besede, v katere seveda ne verjamemo, potem super. Naredimo to, ker bo to približalo Allahov svet hitreje, bolje, hitreje. On se seveda dotakne teme, o kateri bi morali vsi govoriti v tem kontekstu. Če mislite, da Izrael stane Združene države veliko denarja in veliko krvi, ker se borimo v izraelski vojni, imam za vas sporočilo.
Si idiotka. Izrael vodi vojno, ki jo boste vi na koncu morali voditi, pa če vam je to všeč ali ne. Ker je Izrael simbol in vsi smo Izrael, ampak tega še ne vidite. Izrael je napaden ne zaradi tega, kar počne, ampak zaradi tega, kar je. Ta vojna izčrpavanja in izraelska samoobramba, ki je prikazana kot genocid, sta sredstvo za utihotapljenje iste ideologije na Zahod, ki je Izrael 80 let držala v vojni. Poteka operacija, katere namen je islamski džihad prikazati pod različnimi oznakami. Islamski džihad, ekspanzionistični osvajalski islamski džihad, se ameriškemu ljudstvu prodaja kot osvobodilna gibanja, kot odgovor na imperializem, kot odpor. In to je rezultat 50 let indoktrinacije. Da, gospod, vse te stvari so povezane. Vse je povezano. Izrael, vse je prekleto povezano. In neverjetno mi je, da ljudje še vedno ne dojamejo. Razlog, da misliš, da Izrael ne dela tega, kar bi moral, je ta, da so te indoktrinirali. Tudi ti se boš soočal s problemom, s katerim se sooča Izrael. In sicer z islamisti, ki jim tvoj pogled na svet, tvoja svoboda in tvoje vrednote niso všeč, zato te napadejo. Zveni znano. Vsaki mu ideja islama ni všeč, je žal, tudi če tega še ni ugotovil, na strani Izraela. Ampak to bo vzel nekaj časa. V redu je, to ni bistvo tega videa. Bistvo je, da mora ljudje razumeti, kako islam poskuša osvojiti. Je prefinjeno, je pametno, je inteligentno. In deluje, razen če dejansko opazimo, kaj se dogaja. Mimogrede, Danny Burmavi ima odličen posnetek, v katerem razlaga, kaj se dogaja v Kanadi. Poglejmo si to, pada para. Pozdravljeni vsi skupaj, tukaj Danny Burmavi. Recimo, da bi Kanada želela napasti Združene države in okupirati državo. Američani bi takoj vedeli, zakaj. Zato, ker je Kanada država in prihaja čez mejo s četami, tanki, orožjem in prihaja, da bi okupirala. Zdaj, ko mislite, da je država teritorialna entiteta, se odzovete, kaj ne? Ker je to definicija, o kateri so se na Zahodu dogovorili. Zdaj, kar ljudi na Zahodu ne vedo, je, da definicija države v islamu ni enaka. Država v islamu je skupnost, umma, ljudje. In ta država nima meja. Vedno se širi, ima fronto. Če ta država zaseda tvojo državo, tega ne bi vedel. Zakaj? Ker politično identiteto zamenjuješ za versko identiteto. Misliš, da je islam religija, v resnici pa je islam država. Ima ustavo, ki se imenuje šeriatsko pravo. Ima zunanjo politiko, ki se imenuje doktrina džihada. Ima državljane, muslimane. Zdaj, ko islamska država zasede tvojo deželo, tega ne bi vedel. Ne bi se odzval, ker je to religija. Toda tega, česa ne veš, je, da ima islam verjetno le okoli 10% svoje vsebine, ki je verska. Torej, državljani islamske države. Oni izpovedujejo vero, uradno religijo islamske države. Ampak islam ni samo religija. Če naredite to napako, boste okupirani, ne da bi se tega zavedali. Vsaj. Imejte lep dan. Ja, ste okupirani, ne da bi se tega zavedali. Imejte lep dan. No, vsaj se zavedamo. Vsaj vidiva, kaj se dogaja, draga, kaj ne? Ti in jaz, jasno vidiva. Točno veva, kaj se dogaja in ne nasedava več. Osvojitev je tukaj in mi se bomo uprli. Zvesti člani The Pushbacka, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.